zveze psihoterapevtov Slovenije, Avstrijske zveze za analitično psihologijo in Londonske zveze jungovskih psihoanalitikov, ki redno predava na usposabljanju za jungovske psihoanalitike. V Ljubljani že več kot 20 let polno dela v svobodni zasebni klinični praksi psihoanalize in psihološke astrologije. Leta 1993 je tudi ustanovil Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana, IPAL, kjer še danes deluje kot direktor in vodja tutorjev. Je avtor številnih znanstvenih knjig in člankov s področji psihoanalize, psihologije in psihološke astrologije. Njegovo raziskovalno delo vključuje alkemijsko simboliko, procesu individuacije ter psihoanalizo in psihologijo spolnosti, pa tudi psihodinamiko travme. Njegova psihoanalitična teza o promiskuiteti, ki je bila sprva objavljena leta 2011 v ZDA, je pred kratkim bila validirana s pomočjo psihološkega raziskovanja, letos pa je šel tudi njen slovenski prevod s naslovom Prapodoba promiskuitete. Verjamem, da boste v današnjem večeru uživali in predvsem spoznali veliko novega o samem sebi in svojem notranjem Bogu. Dragi Matjaž, beseda je tvoja. V začetku novembra 2009 je urednik Sonu Šamdasani pred veliko skupino slovesno predstavil prvo angleško izdajo Rdeče knjige. In danes sem zelo vesel, da sem lahko del predstavitve slovenske izdaje tega dela. Slišali smo že dve predavanji in Borut Škodlar nam je govoril o deficitih ega. Očitno je, da je Jung zmogel predelovati izkušnje, ki so bile posledica njegovega mističnega izkustva. Ali torej ni šlo za tako imenovani deficit ega, ki je značilen za psihotična doživetja. Postmoderno znanje in oziroma neznanje duhovnih oziroma mističnih izkušenj je krivo, da morda včasih še vedno ne znamo dobro razlikovati med duhovnim in psihotičnim doživljanjem. No, tukaj bi omenil raziskovanja Stanislava Grofa. Predvsem nam je neznana tehnika v smislu nekega širšega zavedanja, Jungova tehnika aktivne imaginacije, ki je Jung ni iznašal, temveč jo je ponovno obudil in je dal mesto v razvoju in preobrazbi osebnosti, tudi v okviru oziroma znotraj psihoanalitične obravnave. Jan Ciglenečki nam je že povedal, da je rojstvo podobe Boga ena od mističnih dimenzij Rdeče knjige in ugotavlja, da podoba Boga vznikne iz človeka. To je tudi bistvo podobe Boga v Rdeči knjigi. Ciglenečki nas je upozoril, da je v podobi Boga, ki vznikne v človeku, pravzaprav ekvivalent mističnega zedinjenja z Bogom, kakršnega opisujejo različne mistične tradicije. Ciglenečki nas je tudi upozoril na odpor krščanstva, čež da je Jung psihologiziral krščanstvo, ampak enako bi lahko rekli tudi za filozofijo. Filozofija je odnos človeka do sveta, psihologija morda vmes se bolj ukvarja s podobami tega sveta. Če citiram Jožeta Magdiča, Jung v sebi ni uspel ustvariti strukturiranega religioznega sistema oziroma ni uspel vzpostaviti religiozne strukture, ni uspel razviti sprejemljivega zahodnega krščanskega religioznega sindroma. Njegova religioznost je bila nekaj svojevrstnega in ne moremo je primerjati z diferenciranim krščanstvom. Konec citata. Tukaj naj opozorim, da so bili alkimisti večinoma verni kristjani in so svojo religijo izpričevali tudi v svojih delih. Razlika med krščanstvom v cerkvi in krščanstvom v krščanski alkimiji je bila ta, da so alkimisti ves čas uporabljali četvernost 4 elementov, ki so izvorno prisotni v zahodnem, to je evropskem duhovnem izročilu. Bog je bil zanje v materiji, ki so jo obdelovali in hkrati je bil tudi v njih samih. Gre za krščanstvo, ki je delovalo zunaj cerkve, in takšno krščanstvo je tudi vedno obstajalo, obstaja tudi še danes. Čeprav je Jung svojo podobo Boga v Rdeči knjigi razvil še pred svojim odkritjem alkimistične tradicije, pa obstajajo z alkimističnim pojmovanjem Boga nekatere pomembne podobnosti. Čeprav je Jung svojemu sistemu seveda dodal še psihološki ter psihodinamični okvir in dimenzijo. Na tem mestu se lahko vprašamo, ali je krščanstvo
ali pa islam, religija, ki je dejansko integrirala psihologijo človeka. Odgovori tukaj niso enostavni. Jungovo vztrajanje na tem, da mora vsak najti lastnega Boga, je seveda v skladu s tem, da je to tudi on moral narediti, glede na to, da ni imel prave in trdne religiozne vzgoje. Moral je najti individualno pot lastne individuacije. Strinjam se s Ciglenečkim, da Jung vseeno ni sekulariziral Boga na raven psihologije, temveč je bistveno pridonesel k razvoju podobe Boga v sekularizirani družbi, kot jo poznamo v postmodernem svetu. Dejstvo je, da se je Jung pred svojim časom lotil analize in razreševanja tako imenovane diafore, s katero se je filozofija sicer intenzivno ukvarjala v zadnjih desetletjih, in tukaj sem predvsem hvaležen Borutu Ošlaju, profesorju na filozofskem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je ta pojem razvil, utemeljil in opisal. Kdo je človek v odnosu do sveta in do Boga? V tem predavanju nameravam pokazati, da je Jungova podoba v Rdeči knjigi pomemben prispevek pri reševanju moralne zagate postmoderne družbe in da so njegove rešitve podobne tistim, do katerih je v zadnjem desetletju ali dveh prišla postmoderna filozofija. Torej, ali obstajajo podobnosti med razvojem podobe Boga v moderni in postmoderni filozofiji in Jungovo podobo Boga v Rdeči knjigi. Veliko se ukvarjamo tako filozofi kot psihologi in psihoanalitiki z neposredno vpetostjo v življenje in tako psihologi kot filozofi ugotavljajo, da je človekova sposobnost pogleda iz distance, ki ga razlikuje od živali, hkrati tudi njegova omejitev. Torej, na nek način ves čas, namesto da bi živeli življenje, ga upogibamo nazaj. O njem premišljujemo, raziskujemo, govorimo, ga analiziramo, pišemo, verujemo in ga beležimo. Čeprav na drugi strani je enost življenja, pomembnost opazovanja narave tista, ki nas vedno znova vrne v neposredno sodelovanje z življenjem, v neposredno življenje. In lahko bi rekli, da se filozofija in psihoanaliza ukvarjata z ponovnim učenjem neposrednega življenja. Čeprav je recimo Jung opredelil intuicijo kot instinkt, kot določene vrste instinkt, seveda psihologi ne govorimo, da človek instinkte, ampak je nekaj, kar je zelo blizu instinktom, je pa vendarle razlika med nekimi splošnimi instinkti in pa intuicijo, s katero človek ves čas sluti, da obstajajo poti, kako bi se povezal nazaj z enostjo življenja, kako bi se ponovno povezal, kako bi premostil to nepomirljivo, res nepomirljivo vrzel med seboj in celoto, nečim večjim, popolnim. In ljudje vedno znova ugotavljamo, da smo nepopolni in ves čas delamo različne dejavnosti, da bi nekako premostili to vrzel. Značilni so poskusi filozofov, raziskave filozofov, tukaj predvsem Švajcer, Jäger, Ošlaj, da bi restituirali človekovo bolj neposredno vpetost v življenje. Pojem diafore v filozofski antropologiji je utemeljil Ošlaj v svojih več delih. Gre za odnos odvojenosti med tem, kar smo na človeški, psihološki, filozofski, bivanski dimenziji in med tem, kar ves čas obstaja v neki drugi božji in obliki. Svet pa je posrednik med tema dvema dimenzijama. In obstaja, torej diafora je v tem smislu ne kot neka vsebina razdalje med človekom
med človekovo nepopolnostjo in popolnostjo Boga, temveč je neke vrste inherentna lastnost človeka. Ne obstaja izven človeka, temveč znotraj človeka. Torej človek je naredil zaradi svoje odsotnosti od narave, zaradi svoje distance od narave, je ustvaril različne sisteme, ki so tako imenovane simbolne forme, o katerih govorita Cassirer in Schley, s katerimi skuša ves čas premoščati to vrzel. In ker se je oddaljil od narave, je ustvaril novo naravo, ki je rečemo kultura. Torej ustvaril je celo vrsto dejavnosti, s katerimi želi ustvariti neke efektivne načine, s katerimi premošča diaforo. Torej, tu ne gre samo za religijo, ki je najbolj očiten primer simbolne forme, ampak gre za jezik, znanost, vse oblike kulture, vse oblike komunikacije in umetnosti. Duhovni problem sekularne družbe je dobro opisan pri Schleyju in moderni filozofi in postmoderni filozofi ugotavljajo, da niso več tako nedvomljive, temveč gre tudi za očaranost, za vso vrsto duhovnosti v tako imenovani moderni in postmoderni dobi. In filozofi, če omenim samo Schellerja in Schleyja, prihajajo do ugotovitev, kot so človeštvo, sebstvo in človeško srce sta edina kraja nastajanja Boga, ki nam je dostopen, ki nam je še dostopen. Ali pa obstoj človeka in Boga sta docela odvisna od osebnega prispevka in truda slehernega posameznika. No, v razvoju filozofske misli je zelo pomemben Descartes, ki je pravzaprav najavil brutalno uransko ločitev, ki je nastopila v 16. stoletju in ki je sopadala z revolucijo v astronomiji in znanosti. Nastopila je ločitev med subjektom in objektom, med tem, kar doživljamo kot subjekti in med tem, kar obstaja v tako imenovanem objektivnem, objektnem svetu izven nas, med tako imenovanim res cogitans in res extensa, med umom, naravo in Bogom. Kar naenkrat, torej do takrat, človek ni sebe pojmoval kot nekaj različnega, torej tisto, kar je bilo navznotraj, je bilo hkrati tudi navzven. Subjekt je bil tisti, ki je bil hkrati tudi objekt na nek način. Vzpostavi se tako imenovana sistematična skepsa, sistematičen dvom v to, kar doživljam kot subjekt, kot jaz sam v odnosu do sveta in očitno izven mene obstajajo objekti, ki imajo lastno življenje in te objekte se da z nekimi metodami matematike, racionalne in materialistične znanosti izmeriti, kvantificirati, uvrstiti in potem se najde neko kolektivno strinjanje, vsi znamo nekaj objektivno izmeriti, torej pojavila se je en tak velik razcep med tem, kar doživljam sam, med lastno predstavo o svetu in o dejanskem svetu objektov, ki ne bi obstajal v zunanjem svetu. Se pravi, tista povezava, ki je bila do takrat avtomatska, vse, kar doživljam, je hkrati tudi res, je postalo kar naenkrat, da vse, kar doživljam, ni nujno res, ampak začnem sistematično dvomiti v to, kar doživljam, vidim, čutim in pravzaprav preverjam. In torej vse, torej nek dvom se nadomesti med mojim doživljanjem in tem, kar dejansko lahko sprejmem za resnično. To seveda pomeni določene omejitve za religiozno dogmo, recimo krščansko. Religiozna dogma ni večkrat notranja in zunanja, omogoči se sistematični dvom v religiozno dogmo in v Boga samega, ker naenkrat se razpade ta sistem in torej lahko si še naprej kristjan, lahko pa si tudi znanstvenik, lahko pa si nič od tega,
Skratka, ta pogled na religijo se je radikalno spremenil. Lahko bi rekli, zdaj to je moja trditev, da nastane neke vrste novi bog zunanje materije, to je tako imenovana znanost, ki nadomesti avtoriteto religije pri razlagi sveta. Torej, nastopi neka nova avtoriteta, ki nastopi iz neke matematične, geometrijske perspektive, Bog postane geometer in znanstvenik. No, razvoj v filozofiji je šel naprej, v Kantovo kritiko čistega uma, kjer obstaja sam zase, ne sodeluje več z Bogom, ne sodeluje več z neko višjo avtoriteto, čemu sledi tudi Pascalov Človek v niču, ki ostane brez luči, smrt podobe Boga pri Ničeju in nastanek sekularne družbe, to je družba, ki ni več odvisna od religiozne dogme, začetek češčenja materialistične in racionalne znanosti, čemu je podlaga v astronomiji. Torej, ta brutalen razcep, ki je nastal z heliocentričnim sistemom, niti nismo več center vesolja v fizičnem smislu, ker naenkrat smo samo nek tretji kamen od Sonca. Razvoj seveda je šel še naprej, ki je bil zelo porazen v tem smislu, kajti prepoznali smo, da niti nismo niti sredi galaksije, ampak smo nekje čist na robu galaksije, naša galaksija niti ni največja, ampak je ena od manj uglednih in tako naprej. Smo nekje na robu vesolja, nepomembni, in pravzaprav ta oddaljenost Boga skozi znanstveno perspektivo na svet je popolnoma nekaj drugega kot do takrat. Uranski fiasko v znanosti je nastal seveda malce kasneje, omenil bi samo dve takšni omejitvi znanosti. Prva je bila v subatomski fiziki, kjer je subatomski delec se drugače obnaša, če smo prisotni, ko ga gledamo, ali pa če ga snemamo skozi kamero. Drugi uranski fiasko znanosti, ki je pokazal njene resne omejitve in da pravzaprav ta uranski bog, znanstveni bog ne bo mogel v nedogled širiti svoje resnice, je tako imenovano kozmično jajce. Pri kozmičnem jajcu, torej, ko so delali močnejše in močnejše teleskope, postavili so jih potem v orbito zemeljsko, gledali so dlje in dlje, človek gleda dlje in dlje v vesolje, upajoč, da bo našel nekaj res končnega izven sebe, je na koncu, ko je človek res razvil močne teleskope, prišel do tako imenovanega kozmičnega jajca, na koncu je zagledal stvarjenje vesolja. Torej, iz tega razloga, ker ko gremo globlje in globlje v vesolje, gledamo dlje in dlje nazaj v času in nazadnje so videli tisto plazmo, ki je bila takoj po velikem poku, in s tem je pravzaprav bilo konec tega mita, da se lahko znanost nedogled in neodvisno od subjekta razvija. No, in potem v filozofiji, postmoderna filozofija odkriva resne omejitve sekularne družbe, tukaj gre za vrednote, za vedno bolj vprašljive, za razpad vrednot, za moralno vprašanje in za pomanjkanje etike. No, tukaj bi mogoče omenil eno svojo presenetljivo ugotovitev iz statistične raziskave o promiskuiteti, kjer uporabljal sem tudi Muskovo lestvico vrednot in tam se je pokazalo, da promiskuiteta zelo jasno korelira, torej od vseh vrednot, korelira prav z odsotnostjo Boga. Torej ne verjamem v Boga. Preboj v filozofiji je bil pojem svetega, sveto, Bog in sveto. To je bil Rudolf Otto v približno istem času, kot je nastajala Rdeča knjiga. In Rudolfa Ottoja citira tako Jung in ga uporablja pri svojih definicijah, kot tudi filozofi, ker je zelo pomemben za neko mogočo rešitev moralnega vprašanja sekularne družbe. On je definiral sveto je iracionalna dimenzija,
torej, ki je nujna za razumevanje svetega, torej ne nič razumskega, ampak je pravzaprav gre za doživetje, gre za neposredno doživetje. In seveda gre za dve dimenziji, dve veliki dimenziji občutenja svetega, doživetja svetega, ki sta tako imenovani numinozum, fascinum, nekaj, kar je prevzemajoče, prežemajoče, presumljivo, torej, kar nam prinese življenje, kar nas življenje na nek način napoti. In drugi pa je občutek tremenduma, ki je strahotno grozljivo, torej občutje strahotnega in grozljivega. Torej, na nek način se vrača v filozofijo, se vrača sveto, ampak ne neposredno preko Boga, ampak prizemljivo preko občutenja dimenzije, ki je prej pripadala Bogu, zdaj pa pravzaprav ni več pojasno, ali pripada Bogu, pripada pač človekovi izkušnji. No, Ošlaj veliko priporočam vam, da si vzamete njegove knjige, predvsem Homo Diaphoricus in Etika Quo Vadis, kjer zelo lepo opisuje, zakaj je bil zaprt dostop do svetovnega nazora, oziroma zakaj je etika prenehala biti nazor nekoga, ki je bil pridobljen iz neposredne izkušnje, torej iz neposrednega življenja, ne more biti prenesen na raven svetovnega nazora. No, seveda tukaj imamo primerjavo z Jungovim konceptom, tako z Jungovim konceptom individuacija, kjer ki pomeni, da pravzaprav individuacija se ne da kopirati, individuacija se ne da narediti s pomočjo pravil, vsak človekov razvoj, če rečem, če malce pokrajšam ta pojem individuacije, pa rečem človekov razvoj, osebnostni razvoj, je enkraten, neponovljiv in se ga ne da predpisati z nekimi pravili, točkami in z nekimi merili, ki bi bila pripisana v svetovnem smislu. No, malce podoben je tudi sta v razmerju spoštovanje in strahospoštovanje. Ošlaj je pripeljal filozofa Švajcarja na plano in ga zelo lepo uporabil, da je razložil, utemeljil razliko med spoštovanjem in strahospoštovanjem. Strahospoštovanje ni samo misel in drža, ampak je doživetje. Torej, filozofija, postmoderna filozofija se v tem smislu vrača nazaj k doživetju, ki tistega, ki ga je deležen, postavlja v popolnoma novo bivansko razsežnost. Vsa globoka pobožnost izvira iz strahospoštovanja do življenja in iz nje dane potrebe po idealnem. Torej, nastane neka hierarhija, ki vključuje nekaj višjega, nekaj večjega, ki je pri spoštovanju ni. In seveda, tukaj noter je pojav svetega, ki je služil za okvir, kako sploh definirati, torej ta filozofski preboj. In seveda, če komentiram v jungovskem filozofskem kontekstu, kajti Jung je bil tudi filozof, kadar strah in spoštovanje ne prideta skupaj, govorimo o delovanju iz superega, kadar pa se povežeta, gre za funkcioniranje na osi ego-sebstvo. Tukaj gre za razliko med zapovedmi, ki so neke gole zapovedi, recimo iz Biblije, ali pa od očeta matere, učitla, trenerja, v kontrastu z duhovnimi pravili, ki jih sami pridobimo na podlagi živetja svojega življenja. In to, kar je Freud imenoval sekundarna morala, je potem Jung poimenoval etika, torej etični razvoj, torej funkcioniranje na osi med egom in neko globljo avtoriteto, ki naj bi v človeku obstajala, torej med sebstvom. No, moram omeniti gibanje Svetovni etos, ki se razvija tudi na slovenskih tleh in ki pomeni, torej njen temeljitelj je Küng, je postmodernistični projekt elementarne praktične morale z univerzalističnimi težnjami, globalna orientacijska paradigma, ki v sebi povezuje različne tradicionalne, konfesionalne, transkonfesionalne, pa tudi sekularne etične norme, načela, pravila, prepričanja in kreposti. Ima dve načeli, človečnost ali humanost, ki temelji na človekovem dostojanstvu, in pa tako imenovano zlato pravilo, da ničesar, kar bi
željo, da bi ti kdo naredil, ne stori drugemu. Torej, temelji na nekem globoko občutenem razočaranju nad moralnim stanjem postmoderne kulture. In tukaj, torej, Šlaj nam lepo pove, da sekularizem nam je doslej ponujal zlagana avtonomnost, ki je brez notranje povezovalnih niti. Zato sekularizem ni sposoben oblikovati etične skupnosti. Postsekularno skupnost možnega svetovnega etosa v perspektivi razumem kot raznoliko, transnacionalno in transkonfesionalno skupnost majhnih Mojzesov, Bud, Jezusov, Muhamadov in številnih drugih in drugačnih avtonomnih subjektivitet. No, to navajam zato, ker bi rad povezal z Jungom. Naslednja zadeva, na katero sem naletel, je raziskava kolega Jungovca Tineta Papiča in Tomaža Kaštruna, ki sta naletela pri rudarjenju besedila v Rdeči knjigi na zelo zanimiv rezultat. Torej, delala sta na podlagi tako imenovanih, to je statistična raziskava teksta, mogoče boste v diskusiji sama kaj več povedala, ampak Bog se je tukaj noter pri njima v Liber Primus pokazal kot sredinski ali pa najmočnejši korelat ali pa center tega besedila v Rdeči knjigi. Torej, ta Bog, ki ima 6 faktorjev, da tako rečem, statističnih faktorjev, strah, veselje, neznano, žalost, odvratnost in jeza. No, mogoče bi še zdaj kar na samo Rdečo knjigo, da bi pokazal, kakšna je podoba Rdečega Boga v knjigi, sem kar torej navedel nekaj citatov, upam, da jih bom lahko do neke mere tudi komentiral. Božji sin, ne moremo si ga lastiti, ampak po drugi strani ga negujemo. Mati, moja duša je nosila Boga. Tako stojim v občudovanju čudeža preobrazbe in uresničitve Boga v meni, kot da bi brali Schillerja mogoče. No, seveda tukaj je Jung mislil na to, da duša je tista, ali pa duševnost človeka je tista, ki lahko rodi nekaj, kar je Bog. Jung je svaril pred tako imenovano imitacijo Jezusa. Imitacijo Kristi pomeni, da ki je nevarnost v krščanstvu, v samem prakticiranju krščanstva, torej, da se Jezusa imitira, ne pa, da se ga živi, torej, da ne pomaga delati iste stvari, kot je delal Jezus, ampak da je pravzaprav treba biti Jezus. Treba je dati izkušnjo tega, kar je dal Jezus skozi, pa mogoče ni rečeno, da je zato treba iste stvari delati, to besedno iste. Novi Bog ne potrebuje ponavljačev in učencev, ki bi mu sledili. Ljudi prisili skozi samega sebe. Bog je v ljudeh sledilec samemu sebi, posnema samega sebe. To je ena drugačna perspektiva, popolnoma drugačna. Bog je kar naenkrat v človeku in ne samo to, on ne bi skozi človeka samega sebe oblikoval in rodil. Ti prek zedinjenja z Bogom ne postaneš Bog ali božanski, ampak Bog v tebi postane človeški. To je spet čisto nova perspektiva. Skratka, ne postanemo, ne gremo nekam gor, ne dosežemo nekega zedinjenja z zgornjim, ampak ostanemo na zemlji in Bog se učloveči. No, razlika med Bogom in sebstvom je vseeno zelo, zelo jasna in to je zelo, zelo pomembno za Jungovo teologijo Boga. Torej jasno je, da Jung Boga ne smatra za sebstvo. Torej sebstvo je v tem Jungovem modelu nek globlji jaz ali pa v nekih nekem New Age duhovnosti se govori o višjem jazu, mogoče je boljše pri Jungu govoriti o globljem jazu, ker nas skozi govori o duhu globine, ki ga je preganjal, ki ga je silil v nemogoče izkušnje, ki jih je potem obdeloval z
aktivno imaginacijo in jih opisal v Rdeči knjigi. No, pri njem je to sebstvo, torej neka globlja avtoriteta v človeku, ki pa ni Bog. Sebstvo ni Bog, če tudi prek sebstva dosežemo Boga. Bog je za sebstvom, nad sebstvom in tudi sam je sebstvo, ko se prikaže. Torej, ta neka globlja avtoriteta deluje kot Bog, vendar ni nujno Bog. Bog se prikaže kot naša bolezen, od katere se moramo sami ozdraviti. No, tukaj bi se dalo interpretirati razliko v Jungovem kontekstu, razliko med moralo in etiko, ne, da pravzaprav to, kar je nekje zapisano kot sveto, ni nujno, da je tudi naše sveto, oziroma da so to naša duhovna in etična pravila. No, pot Boga, ne, kaj je šla zdaj pot Boga v Rdeči knjigi? Moja pot ni vaša pot, torej vas ne morem učiti, ali Jung ni želel, da ga ljudje kopirajo. Ljudi se ne sme spreminjati v ovce, ampak ovce v ljudi. Torej, tudi zelo zanimiva njegova trditev, ki bi se dala razumeti, ne, da pravzaprav ljudski pastir, torej ni toliko več potreben ljudski pastir, mogoče v novi dobi, ampak je bolj pomembno, da spremenijo, ne pa da kopirajo in sledijo pastirja. Kdor poseduje svet, ne pa tudi njegove podobe, poseduje samo polovico sveta, saj je njegova duša revna in brez imetja. Tukaj gre spet za to, da človek skozi svoj razvoj in preobrazbo seveda razvija neko podobo sveta, ne, s katero se psihoanaliza tako intenzivno ukvarja pri posamezniku, kakšna je njegova podoba sveta, kako se njegova podoba sveta razvija. In ta podoba sveta je seveda tudi notranja podoba sveta. No, naslednji mogoče takšen odstavek je: vaš Bog naj ne bo mož posmeha, pač pa bodite sami možje posmeha. Zanikajte, da biva izven vas, morali bi biti on sam, ne kristjani, ampak Kristusi, sicer ne boste dovolj dobri za prihajajočega Boga. Tukaj Jung preroški najavlja pač novo dobo. Torej, Bog, za njega je očitno notranji, ni dovolj biti sledilec, treba je biti to, kar pravzaprav zahteva duh nove dobe. Pomen stvari je nadsmisel, ki se ne nahaja ne v stvareh in ne v duši, ampak je Bog, ki stoji med stvarmi in dušo, posrednik življenja, pot, most, prehajanje. Spravi, ta Bog je povezovalec, je tista pot, ki je vmes, je tisti, ki je posrednik, je tudi tisti, ki je samo prehajanje v, če rečemo, v diafori. No, značilna za Rdečo knjigo je tudi tako imenovana subjektivizacija ravni podobe v Rdeči knjigi. To je nekaj, kar je potem Jung je seveda te subjektivizacije iz simbolnih podob človeškega izročila, kar je imenoval kolektivno nezavednost, sam zelo veliko uporabljal. Pravzaprav je ves čas poskušal najti imena za psihična stanja, za različna psihična stanja, za psihične procese s pomočjo antične filozofije, mitologije, simbolnega izročila. In to je počel tudi v Rdeči knjigi. To je tudi naredil s krščanstvom, s krščanskimi podobami. Potovati v pekel pomeni, da sam postaneš pekel. Se pravi, tudi to se nanaša na Jezusa, ki je šel po smrti na križu, je šel po katoliškem izročilu pred vrata pekla, po pravoslavnem izročilu je šel, po Nikodemovem evangeliju je šel v pekel, tam dvignil iz krste Adama in Evo. In za Junga je pravzaprav to so podobe, ki so v krščanskem duhovnem izročilu, kot neka serija psihičnih stanj, določenega zaporedja, psihične preobrazbe in razvoja.
Torej sami, mogoče če dam en primer, sami postanemo pekel počasi tudi za svojo okolico. Zato je moral Kristus po svoji smrti potovati v pekel, saj bi sicer vzpon v nebesa zanj postal nemogoč. Kristus je moral prej postati svoj antikrist, svoj podzemeljski brat. Se pravi, tisto, kar je tipično za Junga, tisto, kar se dogaja, je hkrati tudi tisto, kar je zapisano in o čemer se pogovarjamo. Novi Bog ni v mesu, to je tudi mogoče pomembna komponenta Jungove podobe Boga v Rdeči knjigi. Mogoče tale citat, Kristusovi učenci so spoznali, da je Bog postal meso in med njimi je živel kot človek. Maziljenec tega časa pa je Bog, ki se ne prikaže več v mesu, torej ta Bog ni človek, a je vendarle sin človeka, temveč v duhu. In je zato rojen samo prek človeškega duha, kot sprejemajoče maternice Boga. Torej, ni več ta, ne nastopa več podoba Boga, ki bi bila trojedina oseba, ampak človek nastopa kot središče te preobrazbe. Torej, v duhu se dogaja ta preobrazba, v človekovi notranjosti, tudi v njegovem delovanju, ampak ta Bog ni več v telesu. Kristus se nastopa več kot oseba, kot Božja oseba, temveč postane vsebinsko subjektni doživljajski moment, lahko bi tudi rekli postavka, en od postavk osebnostne preobrazbe, osebnostnega razvoja oziroma individuacije. Mogoče še tole, nihče nima tvojega Boga razen tebe. Ves čas je s teboj in vidiš ga v drugih, zato ni nikoli s tabo. Torej, to je zelo zanimivo. Torej, Jung je videl, da nekako da človekov Bog, ki se kaže skozi njegovo individuacijo, skozi njegov razvoj, na nek način privleče v svojo okolico tudi druge ljudi. In da pravzaprav ta Bog ali pa ta duh, ki ga Bog povzroča skozi človekov, skozi posameznikov razvoj, ima določen vpliv na okolico in se nastopa iluzija, da mislimo, tukaj spet izrazito subjektna raven doživljanja Boga, je zelo postmoderna, k sebi bi rad privlekel tiste ljudi, za katere se zdi, da imajo tvojega Boga. Videl boš, da ga nimajo in da ga imaš samo ti. Zato si z ljudmi sam, sredi množice, a vendar sam, samotnost med mnogimi. No in potem na drugem mestu govori, obstaja toliko bogov, kot je ljudi. Torej, hkrati pa poudarja, da pravzaprav vsak človek ima rahlo drugačno pot Boga kot drugi, zato je striktno gledano, toliko, koliko je bogov, a toliko, koliko je ljudi, je tudi bogov ali pa podob Boga. Torej, ne pristaja na neko enost Boga, ki bi bila objektivno dana, ampak je dejansko popolnoma položena v subjekt. Torej, končna pomembnost sprejemanja samega sebe, individualno pogojene poti individuacije, kar je pomembno za mene, sploh ni rečeno, da je pomembno za tebe v tvojem razvoju. Stvari, ki jih delaš, se ti zdijo svete, Božje in vse pomembne, ampak za nekoga drugega pa nikoli ne bodo. No, za primerjavo sem dal Willigisa Jägra, ki je pomemben postmoderni filozof, ki ga precej obrajtajo. No, in mogoče si lahko pogledamo nekaj teh njegovih izjav glede Boga. Tukaj je citat enega drugega filozofa, ki ga on navaja. Misterij se dogaja na glavni železniški postaji. Torej, vidite, sploh ne več na nekem mestu, ki bi bil za vse isti. Bog se razodeva v vsakdanjem življenju in le tam ga lahko najdemo. Bog noče, da ga častimo, hoče, da ga živimo. To je tako, kot da bi poslušali Junga.
Le zato smo postali ljudje, ker bi Bog rad bil v nas človek. Tudi to je pravzaprav Jung. Pomembno je, seveda veliki Segel skoraj 100 let kasneje, pomembno je, da življenje življenja prepoznamo kot pravo religiozno nalogo. Kristjan prihodnosti bo mistik ali pa ne bo kristjan. No, če malce primerjamo nekatere podobe Boga, v krščanstvu je Bog sicer trojedina oseba, ampak človek je ločen od Boga. Pustimo zdaj neke reformirane krščanske cerkve, pa krščanska duhovna gibanja, ampak v bistvu je človek ločen od Boga. Pri gnosticizmu bi človek lahko postal Bog, torej preko spoznanja, ampak v končni fazi ne more. V končni fazi ta grozljivi demigod je ostal oddaljen in nikoli ne bo človek prišel do njega. Lahko se sicer ukvarjamo s spoznanjem, lahko delamo na sebi, lahko vrtamo, lahko izvajamo duhovno prakso, ampak ne bomo prišli tja. V renesansi se je zdelo, da človek je lahko Bog, človek lahko seže. Nekaj se je zdelo mogoče, da bi lahko človek postal Bog. V Rdeči knjigi pa dobimo podobo Boga, ki je centriran. Jung je astrologijo, astrološko simboliko, seveda ne kot kakšno vedeževanje, uporabljal, torej tisti filozof, ki tega ne ve, prosim, da si pogleda zbrana dela, generalni indeks Jungovih zbranih del, vzame ven besedo astrologija in videl bo, da je Jung tudi delal zaključke na podlagi, pomembne zaključke na podlagi astrologije. Eden od pomembnih zaključkov, ki jih je delal na podlagi astrologije, je bilo menjavanje dob, ki je pogojeno z astronomskim premikanjem pomladišča skozi ozvezdja. Ne da se sicer izmeriti, kdaj se te dobe menjavajo, torej ta doba, to pomladišče, ki je prisečišče ekvatorja in ekliptike, se pomika trenutno nekje iz ozvezdja Vodnarja, iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja. In mogoče za primerjavo, torej ti dve ribi, ki sta bili zadnjih 2000 let na piedestalu, je pomenilo neko dvojnost sveta. Torej, ena riba v tej astrološki simboliki, v tej arhetipski simboliki je plava v življenje, se hoče inkarnirati, ampak druga riba, ta temna riba, ima pa rada globino, mer, pa oni svet, kjer se nikoli ne bo treba roditi. Torej, ta onstranskost tega drugega sveta, to je mrzla, ampak tudi pogoltna riba, strahospoštovalna riba, zamahne z repom in uniči svet. Druga riba, ki nikoli ne bo z nami in ki nikoli ne bo z nami povezana, ki je vedno oddaljena. In seveda ta piedestal, ta ribji piedestal, se je kazal tako skozi krščanstvo, kot skozi islam. Ampak, če gledamo zdaj arhetipsko simboliko Vodnarja, pa imamo v centru človeka, ki je, seveda, če pomislimo, kako je definiran Bog v Rdeči knjigi, kakšna je podoba rdeče knjižnega Boga, imamo v centru človeka, torej subjekt, v katerem se ta Bog rojeva. Torej, ni več neka tista oddaljena, onstranska riba, ki diktira začetek in konec sveta in ki grozi, da bo s ponovnim prihodom vse skupaj poplavila in požrla. Ampak je pravzaprav tukaj noter gre za človeka. Človek je tisti, ki je hkrati Bog in hkrati ni Bog. Seveda je tukaj jasno opozorilo, da človek ni Bog, ampak vse se dogaja zdaj v človeku. Torej, ni več, torej imamo eno podobo, prvič, ki je človeška, ki ni več živalska, torej, ki je toplokrvna, se pravi, ki ima v sebi kri, razvoj, kri damo za svojo individuacijo in ki je samemu sebi namen. Torej, ta
človek, ki je zdaj v podobi vodnarja, je samemu sebi, torej njegovo samo življenje je namen. Ni več pomembno, da karkoli naredi, ampak samo da živi svoje življenje in da uresniči Boga, ki se razvija skozi njega. No, torej to moram reči, da ta podoba Boga v Rdeči knjigi je bila tudi za mene zelo veliko presenečenje in ko sem v 90-ih letih študiral psihološko astrologijo torej na Centru za psihološko astrologijo v Londonu, tam smo bili ljudje, študenti iz celega sveta in seveda smo vedeli za ta fenomen, za ta prehod dob, in smo špekulirali, kakšna bo zdaj ta religija v novi dobi. In kako bo zdaj krščanstvo izpodrinjeno, kdo ga bo zdaj izpodrinil, kdo bo zdaj to cerkev stran dal in dal novo cerkev tja. Seveda nič takega se zgleda ne bo zgodilo, če pa sledimo tej viziji Boga v Rdeči knjigi, krščanstvo bo ostalo, islam bo ostal, živeli bomo mogoče še v malce bolj pestri družbi, religiji in nihče ne ve, zakaj je to dobro. Ampak tako pač je, ne bo več pomembno, ali si, kot pravi Ušlaj, torej gre za skupnost malih Jezusov, malih Muhammadov in tako naprej. In poudarek se premakne, se očitno premika in prav tako je v novodobni duhovnosti, če bi čitali kakšno sodobno New Age literaturo, bi se seveda avtorji veselo strinjali, da se pravzaprav Bog na nek način rojeva v človeku in da ni več toliko pomembna ta velika religija. Torej, še zaključki. Med podobo Boga v postmoderni filozofiji in Jungovo podobo Boga v Rdeči knjigi obstajajo nekatere bistvene podobnosti. Podoba Boga je precej odvisna od posameznika. Pluralna paradigma novega Boga oziroma multiplus Boga, vsak ima svojega Boga, moj Bog ni kaj to tvoj Bog. Humana podoba Boga, v centru je človek, nastajanja tega Boga, Bog se uresničuje in deluje skozi človeka. No, komentar k diafori, ki se mi zdi izjemno fajen opis pogojenosti človeka, bi jo lahko komentirali ali bi lahko rekli, da je restituirana v Jungovem psihičnem sistemu. Je sicer psihične narave, postane komunikacija med ego zavestjo in nekim globnim centrom v človeku, pri čemer sta funkciji aktivne imaginacije in analize sanj bistveni, predstavljata osnovni znanstveni diaforični aparat pri praktičnem delu odkrivanja podobe Boga v procesu individuacije postmoderne ženske in moškega. Ker pa sebstvo ni identično Bogu, torej lahko bi mogoče vse skupaj pokrajšali, bi rekli, vse to je bil en psihik, Jung je bil psihič. Torej, on je to naredil na psihični ravni, torej, to ne velja, to ni za nekaj, kar je primerljivo v filozofiji, ampak ni čisto tako, sebstvo ni identično Bogu. Jungova podoba Boga ni samo psihična, ima izven psihični, torej duhoven izvor, torej ta Bog ni, je v človeku, pa ni samo v človeku, torej deluje skozi človeka, ampak prihaja, ima duhoven izvor, torej diafora obstaja, torej ta razločenost med Bogom in človekom kljub samo obstaja. In iz tega razloga lahko torej govorimo o novi, torej Jungovi teologiji Boga. Hvala. Če imamo kakšen mikrofon za vaše komentarje, pa vprašanja. Torej, gospod vam bo dal mikrofon, tistim, ki bi radi kaj povedali. Torej, mogoče, če dvignete roko, ali tamle.
A ne? Tako ste naredili nekje. Kolega Jungovec, kakšno predavanje bi lahko imel o rdeči knjigi? Sem se zelo razveselil, prej sem čital Jungovo rdečo knjigo v angleščini in potem, ko sem seveda po službeni dolžnosti se lotil še bolj raziskovati in sem jo kar nekaj mesecev dobro žulil, sem naletel pač na te Jungove trditve, da je Bog ni sebstvo, torej jaz sem mislil, da je Bog sebstvo, torej da Jung to enačil. Seveda, če te enačbe ni, potem nastane nekaj drugega, potem nastane pravzaprav iz Junga filozofski sistem, ali pa teološki sistem, torej preneha vsebovati tisto izključno psihično dimenzijo, ampak razloži pa potem to, zakaj je zdaj ta Jung na tej množici nekih jungovskih izdaj tako popularen, da pravzaprav ljudje hodijo, še vedno hodimo malo kot ovce za temi jungovskimi knjigami in kar nekaj vlečejo. Teh jungovskih knjig je ogromno, tudi v slovenščini mislim, da jih je ogromno izšlo, to je nekaj neverjetnega. Torej, je tudi zdaj pravzaprav edini, ki je na takšen način sploh opisal Boga. Torej, nisem še zasledil, torej razen seveda v filozofiji, torej mogoče v pojmu svetovnega etosa, pa potem Scheler, pa Ošlaj, torej nekateri v filozofiji, ampak je nekaj podobnega, ampak torej na nek način ta zadeva, torej kakšen je zdaj ta Bog nove dobe, torej to je lahko izjemno pomembno tako za svetovni etos v najširšem merilu, kot za naše dojemanje stvarnosti. Torej, kaj pa, če ne bo prišlo do islamizacije Evrope? Kaj pa, če ne bo prišlo do islamizacije Evrope? In je pravzaprav namen svetovnega dogajanja en čisto drugačen razboj. Torej, kaj pa, če ne bo več pomembno? Ali je to mali, da rečem, mali Muhammad, ali pa mali Jezus, ali pa mali individuirani človek, ki ne pripada nobeni od formalnih religij. Kaj pa, če je to v resnici ta namen tega, ker pravzaprav zelo intenzivno razmišljamo zdaj na kolektivni ravni in pravzaprav ne vemo, kaj se dogaja, ampak nekaj zelo pomembnega se dogaja s tem v zvezi. Torej, podoba Boga se je preselila, torej Bog se je preselil iz nekaj časa, ker se je preselil, ampak dejstvo je, se je preselil iz nekih formalnih velikih institucij, cerkva se je pravzaprav prelil v, da rečem heretično, v delo na sebi, delo na sebi je zelo moderno. Hočemo čim več o sebi izvedeti, sebe nekaj narediti, in to je pač to, kar je tudi v rdeči knjigi zapisano kot Bog. Moram reči čisto tako, subjektno, da me je, na nek način me je zelo olajšalo, ko sem naletel na te Jungove stavke, ker se mi, ne zato, ker jih je on rekel, ampak ker se mi enostavno zdijo smiselni. Torej, da poleg nekega globlje avtoritete v človeku obstaja še nekaj, kar je mogoče iznad tega, kar je okrog, kar je v življenju, kar se mi zgodi danes jutri na glavni železniški postaji. Matjaž, glede na to, da je vsebina teh njegovih razmišljanj toliko časa ostala
v bistvu neznana širši javnosti, je po tvojem ta postmoderna filozofija popolnoma sama prišla do praktično identičnih zaključkov ali pa razmislekov. In druga misel, ki se mi je zadnje minute predavanja malo blodila po glavi, je na nek način postaja potem Jung nek prerok neke nove religije, cerkve, Boga. Torej, prvi del bom prepustil filozofom, ampak na sumu imam, da filozofi iz nekega razloga ne čitajo Junga. Se ga marsikdo ne čita, se to ni zdaj kritika, ampak tako pač je. Za Junga, ko sem več študiral v Londonu, so govorili, ja, Jung bo postal eden največjih filozofov 20. stoletja. In to se ni zgodilo, nič takega se ni zgodilo. Drugi del vprašanja pa bi, mogoče res je zanimivo, torej da očitno je nek prerok, on je bil nek prerok in da se je družina dobro zavedala, Jungova družina. Na obisku sem bil leta 2000 pri njegovi hčerki in njenih sinovih in nečakih in pri njih preživel 4 dni in niso se z eno pripombo se niso izdali, da razmišljajo o izdaji Rdeče knjige. Tako da so se zavedali, najbolj se tudi sam Jung zavedal, da je naredil neko priloško zadevo, ki je hkrati osebna, hkrati pa utegne postati pomembnejša za postmoderno in kasnejšo dobo, za novo dobo. In mislim zagotovo, da v tem smislu je bil neke vrste predlog. Ja, tukaj gre pač za nek teološki model, ki je izven psihični dejansko. In potem postajate vi novi duhovniki. Ja, to je tudi zelo zanimivo. Jaz sem na zadnji konferenci v Trstu, ki je bila konferenca konec avgusta, smo imeli vsako jutro sansko matrico in sem jaz vprašal, a smo mi cerkev. In ko sem izrekel to bogokletno besedo za Jungovce, so se vsi zdrznili, mi pa že nismo cerkev, ampak mislim, da je Jungovsko gibanje in da se širi kot plesen, da se to Jungovstvo, da se širi kot plesen. In to Jungovstvo se ne širi med jungovskimi analitiki toliko, kot se širi med ljudmi. Torej, Jung je popularen, diskvalificiran zelo pogosto, ne samo strani krščanskih krogov, temveč tudi strani samih Jungovcev. Zasmehovan velikokrat, da je bil mistik. Obstaja pa seveda tudi ta neka bolj, lahko pa se seveda tudi odločimo, da ga bolj resno vzamemo, pa da mogoče skušamo razumeti svet v okviru tega njegovega modela, ki ga je postavil. Če bi večkrat primerjali z literaturo domačo, recimo. Fliser v svojem potovanju predaleč, se mi zdi, da zelo podobnih stvareh govori. Če ste brali to je neke vrste nadaljevanje Čarovnikovega vajenca, ki smo ga takrat brali kot neko sveto pismo. Ampak v tem potovanju predaleč je pa šel v to, da pravzaprav res Indija ima bogov, toliko kot ljudi skorajda, in da sta se v nekaterih točkah pravzaprav zelo zbližala. S tem, da je yin in yang, če gledamo te dve kulturi, mogoče so tle neke skupne točke. Upajmo, da jih bomo uspeli na nekem individualnem nivoju rešiti. To si želimo najbrž mnogi. Kako pa ne ve? Preroka danes, ko bi nam rekel, kako bomo čez 10 let gledali na to predavanje, danes pa še na marsikaj drugega, pa najbrž ne upa nihče reči. Ja, hvala za besedo.
Jaz sem to želel reči, ko smo omenjali jungovstvo kot eno potencialno novo religijo. Da se mi zdi to zanimiv koncept teh novih religij in sem tudi zadnjič razmišljal o njih, da se res pojavljajo, ne, recimo ekologija, živali, osebna rast, vsi ljudje se s tem ukvarjajo, pa ta množica Bud, Mohamedov, da mogoče res prihaja do enih takih novih religij, ne, je zanimiv študij. Zdaj, moje vprašanje pa je mogoče okrog arhetipa. Me zanima, če bi lahko povedal še enkrat okrog arhetipa, tako nasplošno, no, da bi jaz to bolj razumel. Mislim, da se bom izmuznil. Ja, ne vem, ne. Pač, ne bi bilo nekaj univerzalnega, tako je pač to Jung videl, ampak ne tako, ne. Samo po sebi, čeprav je govoril o arhetipu pač samem na sebi, ampak iz razloga, da je človeštvo to živelo. Torej, da je živimo na telesni ravni, živimo na duhovni ravni, ne, živimo na čustveni ravni, delamo tudi z intuicijo. In to, kar doživimo, prvenstveno na telesni ravni, potem na duhovni ravni, ne, je potem ustvarja neko sled, ne, ali pa neko duhovno komponento, ki ne bi bila zapisana v nezavednem, torej v kolektivnem nezavednem. Torej v neki dimenziji, ki je različna od ego zavesti. To ne bi bil arhetip. Tako da Jung je videl, da vsaka doba počiva, torej religija vsake nove dobe počiva na prejšnji. V tem smislu bi lahko razumeli potem, če rečem zdaj, heretično, ne, da je Jezus zdaj postaja arhetip. Ne. Jezus postaja arhetip individuacije, torej da je nek model, on je zdaj model, on je zdaj ta glaven model, ne. Individuacija, ampak ne tako, da ampak določena skrito, ne, torej krščanstvo nas je začelo končno, ne, v tem njegovem modelu, nas je začelo skrito določati. Torej, ni več toliko v tem modelu, zdaj govorim v Jungovem modelu, ni več treba iti v cerkev na vsak način, ne, da bi bil lahko, torej končno, tudi jaz lahko rečem, da sem kristjan, ne, čeprav nisem v cerkvi, nisem član cerkve, in je to postalo že majčkeno bolj sprejemljivo. Včasih so to intelektualci bolj skrivali, ne. Pa alkimisti so seveda tudi se bali cerkvenega gneva. Tako da, mogoče na takšen način, no, lahko lažje razumemo, kaj se dogaja. Kaj je ta arhetip, ne. Matjaž, jaz sem tudi vprašanje. Potem pa pospakaj skozi. Zvoli. No, tukaj je bilo veliko govorjenja o Bogu, ne. Sem jaz mislim, da pa smo zelo malo govorili o senci Boga, oziroma o njegovem nasprotju, hudiču, s katerim se pravzaprav zdaj zelo lepo srečujemo, ne samo v Evropi, ampak po celem svetu, ne, in da zdaj ta, bi rekel, nasprotje med Bogom in hudičem, ne, in med tem pravzaprav nastane ena velika napetost, ki jo zdaj doživljamo. In kako bi zdaj tole Jung pravzaprav postavil v svoj kontekst sebstva, ega in podobnih stvari, ampak ne na osebni ravni, ampak na kolektivni ravni. Ja, torej to je tudi razlika, ne, torej da upošteva Božjo senco, ne, pač v kontekstu, to, ko so potem kasneje tudi alkimisti, ne, uporabljali, torej, da je Bog tudi to, ne, torej, da je Bog tudi lastna senca, se pravi, da obstaja temen aspekt Boga, torej, da obstaja absolutno zlo in tako naprej. In da v tem se Jung bolj približuje Parmenidu kot Platonu, ne, torej čeprav je sicer platonski. In ta podoba, torej ta temna plat Boga ni odsotnost dobrega, ne, torej to ni privacija boni, ampak je absolutno zlo, torej absolutno zlo obstaja in je zato tudi del sebstva, torej da neke najbolj krute, težke, težavne izkušnje, ne, ki pomenijo pekel,
in ki pomenijo srečanje z lastno senco, a ne, so tudi arhetipske, so tudi del duhovnega razvoja in osebnostnega razvoja. Se pravi, to je ta bistvena razlika, a ne, med krščanstvom v cerkvi in krščanstvom, ki so ga recimo gojili alkimisti. In seveda to v tem smislu, ne, sta Rdeča knjiga in alkimija podobna, torej ta temni aspekt Boga je pač vsebovan v Jungovi podobi Boga, ne, kot enakovreden. Torej te naloge, ki jih je on imel, a ne, skozi mistično izkustvo, so bile preko duha globin, a ne, ki je bil pa tudi sedaj zahteval od njega dosti težke stvari, torej bil je verjetno na robu psihotičnega zloma. Ne. Tako da ta temen aspekt, ne, ta plutonski aspekt, ta podzemski aspekt je kar naprej še in še integriran v Jungovi podobi Boga. Še to, tam imaš napisan, Kristus je moral prej postati svoj antikrist. To zdi se mi, da se to dogaja zdaj v svetu, ne? Da se v bistvu pojavlja antikrist kot neko nasprotje. Pravzaprav tistega, kar ne bi bilo dobro, ne? In kar ne bi bilo pozitivno, ampak skozi zavračanje določenega števila ali pa množice ljudi na rob obstoja, ne? Ki se potem nekako dvignejo, tako ker se dvignejo tiste teme v nezavednem, ki so potlačene. Ne? Ja, in tako so dvignile tudi za nas, ne? Tukaj sredi Evrope. In ta riba je temna riba, ne? Ta temna riba vsake toliko časa priplava. Ne? In je treba pač se ukvarjati s to temno ribo, ne? Naj še ne bi spustili noter. Pač cerkev je v zadnjih 2000 letih pač to tako rešila, da je puščala to zunaj, tako se je pač cerkveni model razvil. Ampak v življenju je, a ne, je ta temna riba in se je treba z njo ukvarjati in pomeni pač, to je ta temni brat, a ne, ki je zapisan v, če hočete, da rečem, tako, a ne, v arhetipu Jezusa kot sestavni del, a ne, nečesa, kar pravzaprav ves čas izkušamo in izkušamo tudi na kolektivni ravni. In nas je zelo strah, ne, zelo nas je strah tega temnega aspekta Boga, te temne ribe, ki grozi, da nas bo preplavila, pojedla, spremenila in tako naprej. Torej, sploh ne vemo, kako nas je strah. Vse to je podobno strah, ko se začnemo ukvarjati sami sabo, pa se bojimo tega, da nas bo to preplavilo, ker se bo pokazalo kot negativno. Ok, hvala. Tlej gospa spet. Gospodična. Ja, če imate faks, bolj vprašanje. Če imate faks narejen, ne vem, če ste gospodična. Skoraj narejen. Jaz imam 3 vprašanja, pa jih lahko združite, ker so verjetno povezane, da ne bo predolg. Eno me zanima, če bi bilo pravilno razumeti Jungovo dojemanje Kristusa in krščanstva kot budizem. Recimo, tako kot Buda za budiste ni pač neko nadbitje, ampak model, tako kot ste rekel za Kristusa, pač tega, kaj ne bi vsak posameznik naredil, nek vzornik. In a to pomeni, da so recimo budisti bili pred nami, ker so prej to dojeli, da je bilo mogoče tudi namen krščanstva od začetka tak, pa samo mi nismo dojeli, ali ni bil tak, pa je zdaj to samo posledica razvoja, da je pač prišel Jung do takega dojemanja Kristusa. Potem bi me pa zanimal še komentar, zadnjič je Jože Magdič rekel, da je Jung regresiral na religioznem področju. Se pravi, da je nazadoval in če bi lahko to komentirali. Glejte, sej Junga bodo najbolj še na takšen način interpretirali, ne. In ne vem, mogoče tako delajo, mogoče je to del tega, da je tudi bil neke vrste prerok, ne, da je pač treba je tudi to reči. Treba je pač tudi to izjaviti, ne. Treba je pač tudi to narediti. Zdaj, kar se pa tiče tega, torej
torej budizma pa ne poznam toliko, ampak sem hvaležen, da ste omenila budizem, ker sem slišal za to zadevo. Kako je zdaj v budizmu in na račun česa se razvija in premalo vemo o budizmu, da bi si upal kaj več reči, ampak če je to, da to ni več v vesolju, da ni to nekje podobno temu Jungovemu konceptu, vsekakor. Lahko še eno kratko vprašanje. A mogoče veste, ali je Jungov Bog sporen, tako kot v krščanstvu, da je on, ali je brezsporen? Ampak, torej, nikjer ne piše eksplicitno, da je to on, to pa je res. Potem je za žensko verjetno preko animosa pot do Boga. To pa boste vi povedali. Hvala. Torej, mogoče ta telesni vidik individuacije je zelo pomemben. Torej, telo kot posoda, če imamo zdaj tak model, Jungov model, potem telo postane malo drugače obravnavano kot sicer v duhovnosti, zato ker telo, torej ta posoda, v kateri se rojeva Bog, je bil naenkrat telo. Torej, ta pomembnost telesa, telesne izkušnje, telesne individuacije, kaj iz sebe naredimo, kako postanemo neke vrste model. In zanimivo, ta paradoks individuacije, o katerem Jung veliko govori, je ta, da s tem, ko delamo svojo individuacijo, s tem, ko postajamo neponovljivi, paradoksalno prispevamo nekaj za kolektiv. In ko se individuiramo, paradoksalno izgubimo razliko s sebi podobnimi, svojo skupino in svojim kolektivom. Tako da ta mit, ali pa mogoče duh vodnarjeve dobe, ki je zapisan v vodnarju, v človeku, ki je simbol, ki je videl astrologijo kot projekcijo človekove duhovnosti, da je bilo zvezdno nebo pripravljeno za projekcijo, zato je primerno za poročevanje. Zato je astrologija tako primerna za poročevanje, ker je projekcija tega, kar človek v sebi ima na neki globlji ravni. In zato je pač paradoksalno, ko se pač razvija, postaja spet tudi vodnar. Pri vodnarju imamo pravzaprav os, ki je na drugi strani vodnarja je lev. To pomeni biti nekaj poseben, kako se je v levu, v ta del zvezdnega neba, ki je lev bil, se je projiciralo biti nekaj posebnega, izstopajočega. In pravzaprav je ta os lev vodnar, tisto, kar o čem odgovori v Rdeči knjigi Nehotepi po svoje izkušnje in kar kasneje pač povzema na drugačen način, razvija v svojih zbranih delih. In da imate eni še polno drugih dogodkov danes. Tam zraven.
Zdaj, če ni več, bi se vam zahvalil za pozornost in zato, da ste prišli na mogoče nekim novo idejo, neki novi ideji začeli govoriti in da bomo nekje v neki obliki se videli, srečali, delali naprej. Tako da vam zaželim prijetni večer in se vidimo tu in tam, in vse posod. Hvala.